Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar, do sedaj me verjetno že poznate in tokrat sem se odločila, da malce naredim eno serijo naših tedenskih videov, kajti do sedaj ste bili navajeni, da nekako redno berete moje članke, moje prispevke, ampak v zadnjem času se je pojavilo toliko vprašanj, da sem rekla, mogoče pa bi jih lahko malce strnili in naredili nekaj poučno zabavnega, kakorkoli boste že želeli. Namreč tisti, ki spremljate moje delo, veste, da sem imela nekaj časa in seveda se trudim, da bi še prišlo nazaj skupino Nebesa klepetajo, kjer ste mi nekako po sistemih knjig Nebesa odgovarja, Nebesa obiskuje, lahko postavili kakršnokoli vprašanje in s pomočjo Nebes seveda sem jih za vas prevedla. In potem, ker nekako ta skupina trenutno v mirovanju in čaka malce mojega prostega časa, sem se odločila, da strnem vaše vprašanja, ki sem jih v zadnjem času dobivala od vas. To pomeni po e-pošti, Facebooku, kakorkoli že, in da nekako na ta vprašanja tudi odgovorim. In mislim, da tudi v prihodnosti bo kaj takega zabavno, tako da če boste kaj takega imela, mi poštite in ker včasih ne morem čisto individualno odgovarjati, lahko recimo pomagam na tak način. Vsekakor se bomo tokrat dotaknili 5 najpogostejših vprašanj, ki sem jih dobila in ki vam bodo pomagale predvsem na to, da se boste pripravili na mesec marec, ki prihaja, kajti prihaja zelo zanimive energije. In čas je, da začnemo. Torej, prvo vprašanje. Zima je bila transformativna, zakaj? Ja, res je, zima je bila transformativna in moram povedati, zakaj imam odgovor, zakaj se zdelo na prvi pogled, da je vse skupaj malce kaotično, zaradi tega, da ne bi zaspali v tipičnem zimskem spanju. Namreč vsako obdobje, ki ga doživljamo in nekako je povezano s sezonskimi časi, je obdobje, ko moramo nekaj razčistiti s seboj oziroma vsako obdobje nosi eno sporočilo. In konkretno ta zima je skušala resnično pri posameznikih doseči to, da ne bi zaspali, kajti veliko ljudi je zaspalo v rutini, v odnosih in v okoliščine, ki jih ne osrečujejo. In nekako, ko pride do nekega takega spanja, ko pride obdobje, ko se ne premaknemo naprej, naše duše niso zato na planetu, niso si izbrale planet, kot je Zemlja, ki je tako zelo dinamičen zaradi tega, da bi lahko samo preživljali čas. Mi smo tukaj zato, da smo budni, da sodelujemo in kaj je boljšega kot budnica, ki ti da občutek, da si živ. Kajti na vse zadnje, če vlada malce občutek kaotike, nervoze, mogoče je še vseeno bolje kot tisti občutek, ko si zombi, ki spi in dobesedno ne ve, kaj bi počel sam seboj. Verjamem, da vam je bilo to dokaj naporno, pa vendarle vse skupaj je bilo z namenom, da z pomladjo, ki bo kmalu seveda pred vrati in vztrajno potrkala, pogledamo, kaj je tisto, kar moramo pustiti za seboj. Zaradi tega so bili to ti občutki malce zmedenosti, pa to in kaj sledi v teh energijah, ki prihajajo, pa seveda takoj zatem. Torej, naslednje vprašanje, ki sem ga dobila, se je nanašalo na mesec marec oziroma na pomladne energije, kajti tudi sami ste videli, da so me dogodki napovedala ogromno nekih velikih prebojev. Pa bo polna luna, pa bo enakonočje in tako naprej. Skratka, veliko nove energije, to je res. Vendar da vam povem, kako vse skupaj jaz mogoče dojemam. Jaz vidim pomlad kot neko veliko stičišče energije, ki bo na voljo. Predstavljajte si, da je vesolje ena, recimo, velika naprava, ki izdeluje pomarančni sok. Recimo tako, rečete, sokovnik, kakorkoli želite, ampak to je vesoljna naprava, ja? In jaz si predstavljam tako, da bodo spodaj stekleničke in ta naprava ima sveže stisnjen pomarančni sok, ki ga bo potem dala v stekleničke. Porazporedila se bo energija. Če je bilo to pomeni po zimi vse skupaj kaotično, zmedeno, nismo vedeli, doskrat nismo vedeli, kaj kam paše, nismo vedeli, kdo paše k nam, katere energije, ljudje so odhajali, prihajali, bilo je veliko zmede, se bo sedaj ta energija zelo jasno porazporedila. To pomeni, imamo stekleničke in svež sok, ki nam bo dejansko dal novo energijo, da se bomo mi počutili dobro in čustveno, in fizično, torej na vseh področjih. Vendar,
To pomeni, to je dobra novica, to pomeni, da se bo dejansko ta energija zelo močno skoncentrirala na stekleničke in dala tisti sveži napitek, ki ga vsi tako željno potrebujemo in seveda tudi pričakujemo. Ampak, kaj bi jaz povedala, glede na to, da ste me spraševali, kako se na to pripraviti? Veliko ljudi ne ve tega, da ti ne moraš čakati, da ti bo vesolje kar napolnilo eno stekleničko, kajti vesolje bo v mesecu marcu in bo v teh energijah že porazdelilo energijo. To drži, vendarle, pazite, hip, 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 strašni trik, jaz rada rečem, predstavljajte si stekleničke, vi morate izbrati, katera je vaša steklenička. Kajti, veste, mi smo te stekleničke v vesolju, mi dobivamo to energijo, vendar se moramo odločiti. Jaz želim stekleničko veselja, stekleničko sreče, to je moja steklenička in to ni moja steklenička, pripada nekomu drugemu. Kar se mogoče trenutno, če delamo primerjavo z zimo, dogajalo je, da so se ljudje skakali en drugemu. Ti ne smeš imeti to stekleničko ali pa jaz ne vem, katero stekleničko želim izbrati. In vesolje ni kam imelo dati ta sveže stisnen pomarančni sok, kar pomeni, ni vedelo, kam usmeriti energijo. Mesec marec bo zelo, zelo jasen in bo zelo pripravljen dati to energijo, vendar bo moralo vesolje vedeti, kam dati to energijo, kar pomeni, še vedno boste vi tisti, ki boste morali pokazati na stekleničko in reči, to je moja steklenička, vesolje prosim napolnijo s čim. Razumete, to pomeni dati dovoljenje, da želite nekaj novega, nekaj, kar vam bo dalo novo, svežo energijo. Tako da veliko ljudi sem videla zadnje čase, da razmišlja o tem, da bojo počakali, da se nekaj samo napolni. Ne, vi morate pristaviti stekleničko, kar pomeni se zelo jasno odločiti, kaj želite od svoje stekleničke, svojega napitka in potem seveda ustrezno tudi ukrepati. Malce več kasneje. Ja, seveda, naslednje vprašanje pa je povezano s tem, ena bralka me vprašala, kako sploh vemo, kaj si želimo, oziroma jaz glede na to, da sem danes izbrala to prispodobo stekleničk, bi lahko povzela tudi tako vprašanje, če se strinjate, kako sploh vem, kaj si želim, kaj je moja steklenička. Veste zakaj? Ne se obtoževati, če trenutno ne veste, kaj je za vas. Veliko je bilo te zmede v zraku, kot sem že povedala, vendar, a veste zakaj je to? Zato, ker smo en drugemu tako skakali v prepričanja in tako naprej, da imate vi zdaj eno veliko informacijsko polje, ki ima na tisoče informacij in vse te informacije, ko komunicirajo naenkrat, dejansko, razumete, mi nismo sposobni obdelati toliko podatkov in potem se zmedete in imate občutek, da ne veste, kaj si želite. V bistvu vi veste, kaj si želite, vendar je prišel čas, da to energijo, za katero ste trenutno čutili, da imate razpršeno vse posod, samo skoncentrirate na eno mesto, kajti ena skoncentrirana steklenička je veliko boljša kot na tisoče tistih, ki so napolnjene samo s toliko energije, če se strinjate. Tako da jaz bi rekla, da v tem obdobju, da je čas, da se ustavite in da se resnično odločite, v kaj se boste usmerjali. Če imate občutek, da ne veste, kaj si želite, je definitivno prvo navodilo za vas, da izklopite vse zunanje informacije, kar pomeni vse zunanje vplive drugih ljudi, medijev navsezadnje in tako, in da se res vprašate, kaj si vi želite. Zdaj pa takole je. Ljudje pravijo, da potem, če se vprašajo, ne vejo. Ali je res možno, da mi ne vemo, kaj si želimo? Glejte, v resnici vam povedala, vsaka duša ve, kaj si želi in ve, kaj je energija. Tako da to so naši zapisi. Mi smo zelo jasno vedeli, zakaj smo prišli na planet, ampak se pravim, zaradi tega, zaradi toliko veliko vplivov in zaradi to veliko informacij, se nekje ta naša osnovna esenca izgubila. Tako da za vas imam eno zelo kratko vajo in mislim, da vam bo zelo pomagala. Ko imate čas in ko ste popolnoma sami, res vzamete en kotiček, ker vas nihče ne bo motil, se popolnoma umirite in prvih 5 minut samo dihate z zaprtimi očmi in na to sledi vprašanje, ki vključuje, recimo, če bi jaz delala na sebe, recimo, mogoče najlažje, bi se umirila, 5 minut bi samo počakala, seveda jaz ne bom zdaj čakala, da vam zapravljam časa, in bi rekla, bi samo vprašala, zaprla bi oči, umirila bi se, bi šla v svoje srce in bi rekla: Kristi, ali si srečna?
Razumete, sama sebe ogovorim in ko pride do te osebne povezave, vi takoj dobite odgovor. Ljudje se premalo zanašamo na tisti prvi občutek, vsaj do sebe, razumete, do sebe imamo vedno pravi občutek in jaz bi takoj dobila od svojega srca odgovor, ali sem v redu, ali sem žalostna, ali sem utrujena, karkoli je. Vkolikor ste zadovoljni z odgovorom, ki ga imate, potem je v redu, vaša steklenička se že polni. Vkolikor začutite kakršnokoli tesnobo, če veste, da še nekaj več, potem je čas, da se ustavite in da naredite izjemno spomladansko čiščenje, da odstranite vse informacije, ki niso vaše in najdete svojo stekleničko, kajti če ne, verjemite, bo vaša duša prej ali slej zahtevala ta umik in ta dotok energije. In še zadnje vprašanje, ki sem ga izbrala za tale sporočilca, torej ali sedaj prihaja boljše obdobje. Da, načeloma moram reči, da prihaja boljše obdobje, veliko bo tudi te sončne energije, veliko bo prišlo do tega pozitivnega obdobja, vendar bodite malce previdni. Moram vam položiti na srce, da sem velikokrat slišala ljudi reči, da ja, sedaj bo pa prišlo boljše obdobje in so samo čakali. Poglejte, mesec marec, april, december, ni važen, katerikoli izmed mesecev, sami po sebi ne prinašajo tega, da je boljše. Da, prinese polna luna, bo sonce bo prišlo enako noče, da, je veliko nove energije, vendar nekaj morate vedeti, da to so tisti dobri pomiki za tiste ljudi, ki ne čakajo. To je podpora energije, ki ti samo pomaga in ti da stopničko za to, da ti lahko napreduješ, ne naredi pa sama od sebe. Resnično je iluzija to, da bi mi pričakovali, da recimo rečemo, nič mi je treba narediti, lahko sem v starih vzorcih, lahko sem nesrečna, mesec marec bo to naredil namesto mene. Kaj takega ne obstaja. Moram vam reči, da že toliko delam tečajev in tega, da enostavno vidim, da to nikakor ne gre. Te podpore energije vam zelo priporočam, da izkoristite, vendar samo v primeru, da se zavedate, da so vaša podpora, da vse ostalo pa je vaš klic duše in če kliče in če ne poslušate, bo ta klic klical v marcu, aprilu, juniju, ko bo najbolj svetlo sonce, pa občutki ne bodo pravi. Zato si vzemite čas zase, predvsem pa v tem obdobju sem ugotovila, je treba delati na lastnih prepričanjih, na prepričanjih, ki imate v sebi, v svojem življenju in če vam katerakoli ta prepričanja niso v skladu z vašim življenjem in s tem, kar vidite v svojih okoliščinah, potem se ustavite in to spremenite. Vem, da včasih ne radi slišimo to, da je treba nekaj delati in da je treba nekaj spreminjati, vendar tako je in nekaj vam moram reči, to je dobro delo, spoznaš sebe, vzljubiš se in ko vidiš tako dobre rezultate, ni večje nagrade. Tako da tole je bilo toliko za danes. Kaj bom za vas pripravila jaz v marcu, torej kaj sledi v našem ateljeju, ki kot vidite se v enem delu prenavlja, vendar trenutno še ne izdajamo, kaj bo nekaj novega na voljo. Zaenkrat vam lahko razkrijem, da so pripravljene meditacija o polni luni 5. marca, 12. marca sledi spomladansko čiščenje stresa za tiste, ki se želite pripraviti na nove začetke. Ogromna meditacija, imamo le še nekaj prostih mest 21. marca ob enakonočju, ki bo prinesla izjemno energije. In prihaja seveda težko pričakovana delavnica Samozavestna ženska kraljica za vse tiste, ki želite z Mihaelom Schumacherjem postaviti čisto nove temelje svojega karakterja, z menoj pa 21. marca krila obilja razreševanje podzavestnih vzorcev za vse tiste, ki želite korenito spremeniti svoje življenje. Kaj kmalu se vam oglasimo iz našega novega okolja, iz naše nove terapevtske sobe, kaj bo sledilo, povemo kmalu. Do takrat pa seveda pričakujem vaše novo vprašanje, se vam še oglasim, se lepo v tem tednu vam želim in adijo!